Nadaljujemo z animiranim filmom Dekle, ki se ni balo medvedov. Z mano pa je režiserka filma Lea Vučko, soscenarist Izar Lunaček in pa producentka Maja Zupanc. Lepo pozdravljeni, čestitke za film. Hvala. Mogoče za začetek vprašanje za vse tri, kako je prišlo do tega filma? Ja, v bistvu mogoče kar Izar povej. Se pravi, gre v osnovi za eno albansko ljudsko pripovedko, ki je Špela Frlic, ena naših najboljših pripovedovalk, tako mečkam po svoje poredila, ampak je zelo zvesta ostala v osnovi in je to pravzaprav njena najljubša pravljica, ko je zelo rada pripoveduje na raznih dogodkih. In jaz sem to enkrat slišal in sem imel za njo nastop, ker bi moral govoriti o stripu in sem kar spremenil predavanje, tako sem sam razlagal, kako bi se to zgodbo dalo strip spremeniti, ker mi je toliko enih podob v glavi zarolala. In potem sem kmalu potem, ko sem ravno spoznal Doro Benčevič, ki se mi je zdela ena najbolj zanimivih avtorcev te mlajše generacije, sem kar nej predlagal, če bi mi to skupaj delala in je bil res tak krasen projekt, da je nastal ta strip, ki je tukaj in smo ga zdaj tudi še ponatisnili, tako se ga da še nabaviti. In po tistem smo pa v bistvu tudi oba začela takoj že agitirati, da bi to spremenili v neko animacijo, ker se nam je zdelo, da bi super to izpadlo. In smo pa pravzaprav pisali Majina in video, pa potem Lea še kontaktirali in smo nekako sestavljali to ekipo. Magnifica poklicali, tako vse, tako da smo tako skupaj dobili in se je začeli delati. Bi še kaj dodali, vidve? Ja, mislim, meni se samo zdi zanimivo, kako neka taka stara pripoved je v bistvu gre iz roda v rod in potem zdaj iz medija v medij, pa je stara, pa je še zmeraj tako relevantna. Meni se je zdelo po eni, se me zelo spomnilo na to tradicijo Virgin, ta pripovedka, oziroma pač, ko sem gledala tvoj film. In se mi zdi, da v tej tradiciji je zelo jasna ta hierarhija med spoloma, da je pač boljše biti moški kot ženska. Medtem, ko se mi pri tvojem filmu zazdelo, da to pa vseeno mičkam subvertiraš s temi zadnjimi kadri. A je bilo tako mišljeno? Ja, v bistvu je mišljeno, da se izpostaviš to kot vprašanje oziroma da ti res to ženstvenost želiš na račun nekega ugodnejšega življenja v družbi, a se to je res dobro to zavreti, a je to nek srečen konec ali ni, mislim. To je čisto verjetno odvisno od vsakega posameznika in se mi zdi, da je tako, no. Taka zgodba, ki ponuja tudi različne načine interpretacije in je pač ni mišljen kot tako je prav in tako je to, ampak pač neko razmislek pač vzpodbuditi. Kako pa ste se odločili za te mednapise, ki so taka zanimiva rešitev? Ja, v bistvu je prišla dosti zgodaj ta ideja po westernu, ki je zelo tak tipično moški žanr. In nekako je šlo skupaj, da je pač to v bistvu ta prvi westerni, ki so silent filmi, in smo pa v bistvu pustili glasbi, da nas pele. In tukaj je pač Magnifico in Šaci sta se odlično odrezala. Maja, kakšen zalogaj pa je bil 20-minutni animirani film v produkcijskem smislu? Ja, velik. Ko smo začeli, smo že vedeli, da je ta zgodba pač enostavno predolga ali pa je preveč zapovedati, da bi bilo pač neka kratek format 10-minutni. Na začetku smo se celo pogovarjali, tudi z Izarjem smo se začeli pogovarjali, ker smo hoteli v bistvu serijo narediti, ker bi mogoče bilo boljš, ker je dejansko na poglavje razdeljena zgodba. Ampak takrat pač tudi ni bilo te možnosti financiranja serije, zato smo se odločili, da bomo prijavili 14-minutni animirani film. Pa smo pa pač, ko smo delali animatik, ugotovili, da pač ne gre, In smo rekli, ok, zgodba je tako na prvem mestu. Krajšali smo in smo prišli na 20 minut. In pol smo v bistvu še krajšali, pa smo pa ugotovili, da pač ne gre. In smo pač pristali na teh 20 minutah. In je bil kar zalogaj, zato ker se mi zdi, da strip je zelo tak, zelo lep, ilustracije so zelo lepe in zgleda, mogel bi biti frame by frame. Frame by frame animacija je pa izredno drag postopek animiranja. In pa smo se pač z Leo se ful nekako matrali, kako bi zdaj to izpeljali, da bo vse pa dobro izgledalo. In smo prišli do tega programa Moha, ki pa pač nismo se mi še nikoli pač delali sploh v Mohatu, ki pa tudi omogoča, da je pač računalniška animacija, pa tudi da izgleda, da je 2D narisano, pa tudi lahko delaš frame by frame.
In nismo imeli pa nobenega tazga zares znanja, tudi v Sloveniji mislim, da tako nobeden ni vedel, kako se pač v tem programu dela in tukaj smo imeli srečo, da smo spoznali nek mađarsko produkcijo, Cub Animation in oni so pa zelo, pač imajo veliko izkušenj in so nam oni tudi naredili rige za like in z njimi smo potem tudi izpeljali to animacijo, da lahko pač izpadla vsaj tako, kot smo se mi želeli predstavljati, glede na finance, ki smo jih pač imeli. Nam pa ni žal, konec koncev, da smo vse pač malo podaljšali, pač vse skupaj. Bi lahko mogoče vidva povedala še kaj o vizualni podobi filma, mogoče najprej ti, Izar, če si imel kakšno referenco, mene so v določenih pogledih te liki, sploh mogoče ta princesa črnolasa spomnili na neke risanke ameriške starejše, ki sem jih gledala še kot otrok, ne vem, boš ti povedal? Vizualen del je pač zelo od Dore Benčevič, ki je to delala. Meni je bilo ful všeč, kako ona vizualno dela in pol, pravzaprav tudi, ko sem jaz pripravil cel storyboard za ta strip, sem čisto razmišljal o njeni risbi in kako bo to ona naredila. In pol je bil tudi ta storyboard dovolj ohlapen, je sicer bilo jasno, kako so razdeljene slikce po strani, pa kakšni so prizori, pa kakšni kadri, ampak tako vse ostalo je bilo pa njej prepuščeno. Tako da to vizualno podobo, kako zares izgleda ta princesa, pa to čisto vse iz njenega stila prišlo. In jaz sem pravzaprav samo še take stvari korigiral uredniško, da ne vem, je bilo kaj mečkam treba zatemniti ali pa kaj v spredje, v zadje postaviti, če ne se nisem pa čisto načutikal to, je imela čisto na svobodo. In to je pač ta njen stil, ki je ful zanimiv, ki meša ene stvari. S tem, da niti ne vem, te parije zdaj teh mlajših zanimivih avtorcev, se mi zdi, da najbolj zanimive avtorje nove generacije stripovske so pravzaprav avtorce, so Dora Benčevič, Dora Kaštrun, se mi zdi pa Karolina Umetnina in pravzaprav nobena od njih nima nobenih zares referenc stripovskih. Niso skoraj nič brali zares stripov do zdaj, jih delajo tako čist brez enega predznanja in mogoče bolj celo res iz animacij prihaja neke njihove inspiracije. Ja, za animacijo smo pa res, pač strip je bil taka že čist polna zakladnica tega Bibla, v bistvu, iz katerega smo jemali like in res pač po teh risbah gledali, kako bi se to premaknili, ampak strip je toliko bogat, ne, da v bistvu res imaš vse reference teh likov iz različnih stvari že noter. V bistvu mogoče edini najbolj se je spremenil ta zmaj, ker smo pa v bistvu, glede na to, da je albanska ljudska, smo v bistvu naredili ga kot iz zastave, ne. Pa še v bistvu igra na to dvojnost, ne, zaradi tega, ker ena glava je moška, ena je ženska in to vsak pa v sebi in elemente moškega in ženske in tako. Drugače pa ja, Dora je super, mi je žal, da je ni tukaj z nami, da bi lahko več povedala, ker se mi zdi tudi meni pač sigurno črpa iz nekih animacij, mislim, odrašali smo s tem, pa se verjetno pozna. Bi pa jaz sam še nekaj glede zgodbe povedala, kar si prej vprašala, pač, glede konca, ne, ker mi smo tudi veliko diskutirali, kako bojo zdaj gledalci to gledali, kaj si bo, kako bo interpretirali ta konc, tudi vem, da smo se z Magnifico v komentarjih bil tako, kaj se to na koncu zgodi, ampak se mi zdi, da pa smo se nekako tudi sami pogovarjali o tem, da to je pač neka mitologija, in zdaj pač mi približno vemo, zakaj pač je do tega tam prišlo, zato ker pač je dedovanje bilo po moški strani in so včasih preoblekali ženske v moške, zato da so podedovale pač lahko zemljo. In mi se pač nismo hoteli zdaj vtikati v to mitologijo. Nam je samo izredno zanimivo, da je ta mit obstaja že, ne vem, 1000 let. In že takrat je bilo zanimivo, da so že takrat take zgodbe pisali. In mi smo v bistvu samo želeli to nekako predočiti, kar je zanimivo. To povpraševanje. Omenila si mi, da obstaja celo kategorija takšnih albanskih pripovedk. Ja, pač obstaja, ljudske pravljice so klasificirane, pod nekih, glede na to, s čim se ukvarjajo, kakšne so, ne vem, trnulčica zaspi in pol imaš že neko klasifikacijo, pride princ, jo zbudi, klasifikacija. In ta albanska pravljica, te bajke, ki se v bistvu ukvarjajo z
tem, da so ženske ali se spremenijo v moškega ali se pa preoblečejo v moškega, ima prav posebno kategorijo pri teh ljudskih bajkah, zato ker je toliko nenavadna, da se bo prav mogla posebej kategorija narediti za to. Ni samo omejeno samo na Albanijo, je pač res območje celega Balkana. No? Mislim, ta je točno od tam, ampak ja. Ampak na tem področju so se pač te miti razvijajo. Okay, najlepša hvala, čestitke še enkrat za film Dekle, ki se ni balo medvedov. Hvala.